Torej, knjiga, ki jo predstavljam, je v španščini, naslov v prevodu pa je Astronomski pomen skupin E v arhitekturi Majev. Gre za stavbne komplekse z značilno konfiguracijo, imenovane po skupini E na arheološkem najdišču Uaxactún v Gvatemali. Vsaka taka stavbna skupina ima piramido na zahodni strani trga in podolgovato ploščad na vzhodni strani trga. Na ploščadi pa je običajno še centralni tempelj ali v nekaterih primerih še dva lateralna templja. Potem, ko sta raziskovalca Franz Blom in Oliver Ricketson v 20. letih prejšnjega stoletja skupino E v Uaxactúnu interpretirala kot ekvinokcijski in solsticijski observatorij, se je razširilo mnenje, da so imeli ti kompleksi posebno pomembno vlogo v astronomskih opazovanjih, da so namreč za opazovalca na zahodni piramidi smeri proti centralnemu templju na vzhodni platformi in proti ekstremom te ploščadi označevale sončeve vzhode na pomembne datume ali celo položaje planetov in zvezd. Nekateri raziskovalci pa jim tak pomen odrekajo in menijo, da gre predvsem za obredne stavbe, povezane s kozmološkimi pojmovanji. Da bi preveril raznolike hipoteze, sem opravil meritve na 71 kompleksih tega tipa v srednjem nižavju polotoka Yucatana, kjer so najbolj razširjeni, za komparativne namene pa sem izmeril tudi orientacije 79 stavb drugačnih tipov na istem območju. Kvantitativne analize podatkov o poravnavah in značilnosti arheoloških kontekstov so pokazale, da so bile skupine E astronomsko funkcionalne, vendar niso imeli nobene specifične vloge v astronomskih opazovanjih. V nasprotju z razširjenim mnenjem se je izkazalo, da smeri proti ekstremom vzhodne ploščadi niso bile astronomsko motivirane, orientacije teh kompleksov, ki jih nakazujejo njihove centralne osi simetrije, pa spadajo v skupine orientacij, ki so splošno razširjene v majevskih nižavjih in najpogosteje materializirane v pomembnih stavbah drugačnih tipov. Že prejšnje raziskave so pokazale, da so te usmeritve, ki se v veliki večini nanašajo na sončeve položaje na horizontu na določene datume, omogočale uporabo opazovalnih koledarjev, ki so olajševali načrtovanje poljedelskih dejavnosti in z njimi povezanih obredov v letnem ciklu. Pomembno dejstvo je, da skupine E predstavljajo najzgodnejšo standardizirano obliko monumentalne arhitekture v Maju. Njihova prisotnost v praktično vseh zgodnjih mestih v srednjem delu polotoka Yucatana pa priča o njihovem družbeno-političnem pomenu. Z navajanjem ustreznih dejstev dokazujem, da so bile astronomske usmeritve, ki so bile prvotno vgrajene v komplekse tipa skupine E, kasneje prenešene na stavbe drugih tipov, zato nam prav praktični in simbolični pomen teh smeri omogoča razumevanje pomembnih vidikov arhitekture in urbanizmov Majev nasploh. Torej, v tej knjigi so rezultati te raziskave prikazani izčrpno, lahko pa dodam, da je sinteza teh rezultatov bila pred kratkim predstavljena tudi v članku v angleščini, ki je izšel v ugledni reviji PLOS ONE v Združenih državah Amerike.